Nekaj, jaz bi povedal tu še par stavkov, da bo zelo jasno. Da ne bomo imeli vtisa, da nimamo stvari v svojih rokah. Prvo, veste to, da je ukrajinski tajkun lastnik Perutnine ima 5000 hektarov, če oziroma, ko bom jaz svojo ekipo imel vpliv na zbornici, bomo speljali, da bomo teh 5000 hektarov razdelili, ker ni nobenega razloga, da ima nek ukrajinski tajkun na tujskem koncu 5000 hektarov, kar bi lahko za nekaj 100 kmetij ali pa vsaj za nekaj 10 kmetij pomenilo, da bi imeli nekaj trdnih kmetij. In to bomo naredili. In če smo leta 90 se izborili s 4. največjo armado v Evropi in naredili samostojno Slovenijo, bomo tudi to naredili. Druga stvar, moramo vedeti, nova zakonodaja je bolj naklonjena država. Več odločajo države kot prej, ko je večino odločala Evropska unija. Je pa treba vedeti, če ni strahu spoštovanja do zbornice, ni nič. Ko je bila COVID zgodba, milijarde so se delile, kaj ste imeli kmetje od tega? Nič. Jaz vam zdaj nič govoril, kdo je od tega najbolj odgovoril. Če se je kdo od vas ukvarjal z govedorejo, pitanci so bili prej 3,3–3,4 evra, potem so jih pa celske mesnine, pa uni, pa tretje iz Poljske nabil noter na nekaj šleparjev, izvoza ni bilo, blagovne rezerve niso odkupovale, šlo je na 2,8, celo na 2,7 evra, prodati se ni dalo, šlo je čez 24 mesecev, biki so dodatno padle cene. In kaj bi mogla takrat narediti? Jaz sem tudi povedal ministrici in sekretarju, poslati inšpektorje na mejo. Zakaj se to v Avstriji dogaja, pa kjerkoli? Formalno ne moreš zapreti meje. Pošlješ inšpektorje in pogledaš. Veste, kakšno meso so vozili iz Poljske? Tiste nesrečne bolne na pol poginule krave so zaklali in jih zmetali v kose in kar so pojedli slovenski potrošniki takrat. In tako meso se vozi. In se pregleduje, eni branijo kitan, ki trpele 10 kil enega regrata, solate ali kakorkoli, tu se pa ne pregleduje. Na podoben način, kot se je koncu pompozet zaščitil ministrco, 400 evrov je bil problem, milijarda opranga denarja v Ljubljanski banki pa ni bil problem. In za 400 evrov napačno plačanega zgodbe, ker je bila napaka, je bil problem in tak naprej. In je zato važno, recimo, če smo mi uspeli pripeljati kot izven parlamentarna stranka v Ljubljani na Tromostovje 25 avtobusov ljudi za to, da smo naredili protest med drugim proti temu, da so zveri, da je slovensko podeželje v mnogih delih postaja zverenjak, je ena prvih stvari, ki bomo naredili po 5. oktobru oziroma po 1. novembru, ko prevzame vodenje nova ekipa na zbornici, ena prvih stvari bo to, da bomo imeli organizirano 25 avtobusov kmetov izmed 104 članov zbornice, kadarkoli in bomo povedali, oprostite, gospod minister pa ministrica, do konc tedna čakam. Potem boste imeli pred vrati 25 avtobusov kmetov. In bomo povedali predsedniku vlade, če je pa problem pri finančnem ministru od te drugje, po 14 dneh boste imeli 25 avtobusov kmetov pa pred sedežem vlade. Veste, tako se vzpostavi odnos, če se boriš za pravično stvar. In mi moramo vedeti to, kar je bilo prej rečeno. Od 20% na 6% pšenice v ceni kruha, od toliko litrov do toliko litrov benzina za 1 liter, ne vem, to, kar ste prej razlagali. Če ni trdne odločenosti, in mi smo tudi trdno odločeni, zato vas jaz prosim, povejte svojim domačim, sosedom, prijateljem, zdaj gre za to stvar. Bežite v nedeljo na volitve, zapeljte se tistih 5 kilometrov, obkrožite društvo SKZ, Slovenska kmečka zveza. Jaz vam dajem besedo, tako kot smo nagnali Osmansko armado ven, bomo te birokrate, te škodljive inšpektorje, to negativno politiko, ki želi uničiti najbolj narodno zaveden del slovenskega prebivalstva, jih bomo zatolkli, če bo treba. Brezkompromisno. Zato, ker prezdržimo. Zato vas jaz prosim, nekaj. Do 54 ur je še do 7 zvečer v nedeljo. Nobenega molka ni. Če kdo vam rekel volilni molk, povejte, da ste 70 let molčali in ne boste več molčali, ker če ste molčali, vam bodo pobrali vse, kar je še ostalo od kmetov. Potem boste vedeli sam lahko Mađare ali pa ne vem koga, da nam govoril. Pa jaz sem bi več zelo kritiziral, ne Mađarov, ne koga kolik drugega. Slovenska država me financira prek Murje, pa uporabje.
Zakaj ne financira slovenska država? Kaj bomo mi kritizirali Orbana, da se financira? Dajmo mi svoj denar v podeželje. Če se lahko milijarde pokradejo, če se lahko pustine se pokradejo, če noben ne gre v zapor zato, ker se pokradejo. A vi veste, da bo drugi tir, ki se zdaj gradi, jaz sem govoril s ministrom za promet 14 dni nazaj, tako kot se zdaj gradi, za dvotirno progo bo porabljenih 920 milijonov več, kot je potrebno, če bi šlo po optimalni trasi. Za 27 km železniške proge se bo porabilo 920 milijonov več. Komplet ekipe na ministrstvih, na TDK-ju, bi mogli sedeti 30 let v zaporu, kar se dogaja. In to je moja kritika tudi tej vladi. In jaz sem mu povedal, kaj boš ti rekel svojim otrokom po vnuku? 920 milijonov. A veš, kaj je to? In mi je rekel, vrlička, so prijatelja. Marjan, vem, da je hudo, da je nekaj narobe, ampak prosim, saj za prvi tir mi pusti, ker smo jih dobili 100 milijonov iz Evrope. Za drugi tir te proge. In nekaj nam je zavrnil, NATO je zavrnil kakršnokoli financiranje, oziroma je zavrnil, da bi tiste banke, ki bi in druge institucije dale. Veste zakaj? Če se vozite proti obali slovenski. A veste, kje je Črni Kal? Viadukt. Ta proga bo šla tam noter, tako, med viaduktom. Veste, kaj to pomeni? Ena navadna kamikaza pride, uniči z enim poletom cesto in železnico. Smo odrezani v celoti, celotna Primorska, od morja do vsega. To dela, žal, celo sedanja ekipa. Mi podpiramo to vlado, ne pa podpiramo pa neumnosti. Smo za zdravo kmečko pamet, s tako neodgovornostjo, da daješ za 27 km ceste 920 milijonov več, kot je potrebno. In jaz sem bil zadnjič na Kmetijsko-gozdarski zbornici, vam povem odkrito, jaz sem kandidat za predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice. Zato sem šel kandidirati. Zmagal sem v Mariboru, dobil sem približno 80% vseh glasov. 90% sem prepričan, da bomo zmagali v nedeljo. Zakaj sem šel? Jaz sem šel proti volji moje družine, pa skoraj 60 letih ponovno kandidirati za predsednika Ljudske stranke. Do polnoči, ko je bilo treba dati prijavo, nisem podal se 6 ljudi vprašal od Bogoviča, Žagarja do vseh, če so pripravljeni kandidirati. Potem sem sam kandidiral. Zato, ker Oman, Zagožen, Pučnik ne morajo več kandidirati. To je oče, ne morajo, ker jih ni več. Mi, dokler smo živi, dokler smo vitalni, smo dolžni to narediti. Za kmetijstvo, za podeželje, za slovenstvo. Smo dolžni to narediti. Vi ste pa dolžni in povejte kmetom drugim, dolžni so jeti na volitve. To je odgovornost. Neodgovorno je, da gre 7% na volitve. In potem, da se šimfa naslednja 4 leta. Kmetijsko-gozdarska zbornica ogromno stvari ni naredila, ampak bom zdaj povedal, če jo ne bi imeli, bežite zdaj v Srbijo, jaz mi bolj 14 let, bežite pogledati, kako zgleda kmetijstvo, če nimaš ne zbornice, ne zadruštva, ne neč. A veste, kako to zgleda? V pogojih, ki so 5krat boljši, pa nas v povprečju, tisti veliki, ki imajo oljarne, cukrarne in tak naprej, seveda poskrbijo za kmeta. Veste, kako poskrbijo? Da prodajo jim semena, gnojila, fitofarmacevtska sredstva, ker pa kmetje nimajo alternative, ker nimajo obratnih sredstev, ker jih nihče ne ščiti, morajo kupiti semena, gnojila, škodljiva po 5% višji ceni, ali pa 10%, ali pa 15%, ali pa 25% višji ceni. Veste, koliko procentov višji ceni? Po toliko procentih, da jih lih toliko pustijo, da ne padejo dol, da še lahko pridelujejo. Ker če ne bi pridelovali, tudi oljarne pa cukrarne ne bi imeli kaj delati. Zato se ne igrajmo, kaj ne govorijo ukiniti obvezno članstvo. Mi moramo zagotoviti, da bo prišlo čez 8 let 50% ljudi na volišče. Ko je pokojni Hajder hotel ukiniti obvezno članstvo, v sosednji Avstriji so ga kmetje nagnali, so rekli, zbornica je naše jamstvo, da bomo kmetje spoštovan poklic, da bo kmetijski poklic profitabilna dejavnost in da bomo uspešni. In sami veste, da v Avstriji tako je. In to želimo narediti.